Jaz sem se vedno hecal, da sem Štajerec na začasnem delu v tujini. Ne. Vsi vemo že, da je recimo druga noč je kritičen moment. Kot zmagovalec prejel tisto penino 6-litrsko, enako kot zmagovalci Formule 1, tako da seveda nismo bili tako izkušeni v rokovanju z temi peninami kot pa tekmovalci Formule 1, ne, ampak občutki so bili res dobri. Nekje 15 cm snega je padlo med tekmo in je bilo res brutalne razmere. Mogoče se z leti vedno bolj odločamo za to bolj pristno stran športa, kot pa tisto tekmovalno. Da bi mi organizirali en tek, ki bi povezoval tek, vino in kulinariko. Spoštovani, drage tekačice in tekači, po prvem prvomajskem vikendu, ko ste sigurno tekli ki maraton trail ali pa se samo spominjali, kako hitro so menili te prvomajski prazniki, je čas za to, da planiramo naprej. Danes sem vam zvlekel v goste prav posebnega tekača. Ste videli, ne? Zgodbe so nore, obdelati morava vse od gorskega teka, alpinizma, pa adventure raceov, pa maratonov. Za piko na i bova dodala vinotek. Zapišite si zdajle vinotek, to na koncu, tako da morate takrat poslušati. Z mano pa nišče drug kot Štajerec iz Logatca, Andrej Mestner. Živijo, Andrej. Živijo, pozdravljen. Kdaj si nazadnje tekel, Andrej? Nazadnje sem pa tekel pred 4 dnevi, tako da ne dolgo nazaj, ampak zase. Se pravi, rekreativno, ja, to sem vedel, što poudaril. Ampak tečeš, mislim, nikoli nisi zgubil stika s tekom, pravzaprav. Zase pa res vedno tečem, čeprav v enem obdobju, bom rekel, 10 let, tam med mojim 30. in 40. letom je bilo časa res malo. Res malo za mogoče tek, pa druge dogodivščine, ker je pač bilo družina, služba in druge obveznosti mogoče zavzemalo veliko časa, ampak enkrat do dvakrat na teden sem pa vedno tekel, tako da sem s tekom ostal povezan vedno. Ja. Mislim, tisti poslušalci, gledalke, ki so recimo bili v tekaškem svetu v 90-ih pa začet 2000-ih, bojo rekli, Andrej Mestner, kje mi je to že znano? Ja, znano vam je, ker je bil človek reprezentant eden najboljših gorskih tekačev v Sloveniji. To drži, Andrej, ti si dominiral na tej sceni, si letnik 77, tako da lahko zračunate, koliko let je že od tega, kako mlad je bil ta gospod takrat. Ja, gorski tek Kungota, je tako, z tistih koncev si? Ja. Kungota Svečina, občina Kungota, drugače pa kraj Svečina, tako da hribov imamo dovolj, tako da ne sicer zelo visokih, jih pa je zelo veliko, tako da lahko veliko gorskega teka pretečeš tudi v Slovenski Gorici. To, mislim, zelo zanimivo je, jaz sem v 90-ih začel spremljati ta tek, pa se potem malo vključeval, pa na teh tekmah so ponavadi zmagovali Štajerci, kakšni Prleki in tako naprej, pa mi ni bilo jasno, kako lahko pride, en Prekmurec recimo tudi, pa nagon vse Gorence, ali pa en Štajerc, pa se je za božjo voljo, imajo samo tiskucali Pohorje, mi imamo pa Visokogorje, ampak tamle so se kalili, pa tudi Šalamon je bil s tem, pa še kar nekaj tekačev z tistih koncev je bilo zelo uspešnih v gorskem teku. Ja, v tistem času je bilo res kar nekaj nas je bilo iz Štajerske, 3-4 smo kar bili ena klapa, ki smo bili takrat na sceni nekje med letom 1997 in 2005. Nas je bilo kar nekaj Štajercev, tako da pa me veseli, da jih je še zdaj kar nekaj. Tako da hribov je po Sloveniji dovolj, tako da ni problem za gorske teke, sploh ne. Daj mi, Andrej, ti si bil kraljev Grintovca tudi med drugim, ja, Grintovca že za nekaj let ni več, se ga vsi malo z nostalgijo spominjamo, bil si reprezentant in tako naprej, ampak ko si ti zašel v gorski tek, sej tek, atletika, gor dol, ampak gorski tek v tistem času, kaj te je povleklo v 90-ih, da si se začel pečati s to dokaj zahtevno, disciplino, sicer gorski tek je bil v Sloveniji morda v svoje čase precej bolj
pripoznan kot neka disciplina kot danes. Danes je pač trail tisti, ki je to ceno prevzel, atletika tudi, ampak vseeno, gorski tek ni najlažja stvar, v tem pač lahko narediš kariero, ampak kot nimaš nič, ne, roko na srce, ne, atletske lahko še kdaj kaj. Zakaj Andrej Mesner iz Svečine začne laufati v hrib zares, no, tako rečemo, ja. No, začel v bistvu nisem kot gorski tekač, ne. Tako kot mogoče vsak osnovnošolec najprej začne pač malo teči, pa tistih 600 metrov, pa 1000 metrov, pa tako naprej, ne. Tako da nekje konec osnovne šole sem začel trenirati atletiko, tako da v Mariboru, tako da sem v bistvu nekako 8 let sem pač intenzivno treniral atletiko in tekmoval predvsem na stezi, seveda tudi na ulici. Potem pa nekje pri svojih, recimo 18 letih, 18-19 letih, dejansko pa sem začel tudi malo se spogledovati z gorskimi teki. Zato je mogoče največji krivec ali pa zaslužen, kakorkoli že za to, je verjetno Igor Šalamun, s katerim sva dosti skupaj trenirala, seveda na stezi, dosti skupaj tudi dirkala po tekmah in on je že takrat bil med prvimi, da rečem, Štajerci, začel ukvarjati tudi z gorskim tekom. Tako da me je peljal na kako tekmo dve in sem videl, da je to zelo zanimiv šport. Meni je narava bila že od nekdaj pač zelo blizu, hribi tudi, smučanje mi je bilo fajn, tako da midva z Igorjem Šalamunom sva bila zelo atipična atleta, ker sva ena izmed redkih, ki sva zahajala tudi v hribe, tudi pozimi kaj v hribe, in ko smo bili na pripravah v Medulinu, smo bila verjetno edina izmed atletov, ki smo zahajala v tako hribovsko sceno, in iz tega se je nekako rodilo tudi neka ljubezen do gorskega teka. Takrat v tistih letih je gorski tek zelo pridobival na svojem, da rečem, pomenu, imidžu. Tomo Šarf je v Sloveniji naredil res preboj in seveda ekipa okrog njega, tako da je tako v slovenskem merilu kot tudi v svetovnem merilu je gorski tek res tista leta res pridobival na pomenu. In všeč mi je bil tek in praktično, ko sem šel študirati v Ljubljano, se pravi pri svojih 19 letih, praktično je to postal moj prvi šport. Pravi, dejansko sem postal tako rekoč gorski tekač in mi je bil tek na stadionu ali pa na cesti, bom rekel, v drugem planu. Tako da bom rekel, v zadnjem delu moje atletske kariere sem bil gorski. Mislim, ampak deva potem, ta prvi del tvoje atletske kariere, v katerih disciplinah pa si se recimo meril, mojstril, kje si bil najboljši, imaš kakšen uspeh, recimo tudi steze ali pa s ceste, s katerim se lahko pohvališ, pa se ga še danes spominjaš, recimo? Mogoče je bila taka prelomnica, no, takrat pri 18 letih sem lovil tisto normo za svetovno prvenstvo na 10 kilometrov, se pravi, takrat je bila norma 31:20, in bil sem definitivno pripravljen za ta rezultat, vendar nekako se ni šlo, no, na tekmovanjih, no. Tako da potem nekako, ko nisem uspel doseči te norme za mladinsko prvenstvo, je nekako potem se začela ljubezen do gorskih tekov. Tako da nekega posebnega uspeha, da bi rekel zdaj, na katerega sem zelo ponosen, da bi rekel, zdaj pa sem res nekaj zelo vidnega dosegal, mogoče niti ne, ampak vsi ti rezultati od 1500 metrov še kot, bom rekel, pionir ali pa mlajši mladinec, pa do 10.000 metrov so, bomo rekli, solidni, niso pa nič posebnega v današnjem merilu, sploh ne, tako da v vseh teh disciplinah do malega maratona, ko sem pač takrat tekmoval, so iz današnjega zornega kota solidni, niso pa nek presežek v smislu res vrhunskosti in tekmovalnosti. Spremljaš morda atletiko, tek najbrž spremljaš, saj rekel, z enim učem, malo sem pa tja, kaj se dogaja, napredek in tako naprej, ja? Ja, moram priznati, da v bistvu, ko sem nekako 2005 nehal z aktivnim treniranjem,
sem nekako se oddaljil od te scene, ampak z enim očesom še vedno, seveda sem spremljal, pa mogoče zadnje čase, pa mogoče malo bolj kot prej. Tako da zadeve se spreminjajo, definitivno gre naprej. To, kar se je zdaj zgodilo pod 2 uri, recimo maraton, to je bilo recimo za iz zornega kota 20 let nazaj nepredstavljivo. To je bilo res, mislim, to je res tak mejnik, ki si ga takrat nismo znali predstavljati, da bo sploh lahko človek tekel pod 2 urama, tako da to je fascinantno. Fascinantno in sploh se mi zdi v teh vzdržljivostnih športih, če zdaj rečem tek na dolge proge ali pa kolesarjenje, ne, se pravi, kakšne hitrosti so to v teh vzdržljivostnih športih, to je iz vidika 20 let nazaj res težko predstavljivo in sem res fasciniran nad športniki, atleti, ki danes dosegajo take rezultate seveda na dolge proge, kar je pač bila tudi nekako moja ljubezen, moja športna pot, ja. No, pa dajmo, glede na to, da si posvečen v to, pa da si dal veliko tega skozi, da si iz prve vrste spremljal kot atlet te zadevščine. Čemu pripisuješ ta napredek, tehnologiji, treningu, pristopom, glede na to, da si poznal metode treninga, da veš, kako se prehranjevati, da veš, kaj pomeni, ne vem, regeneracija in tako naprej, spanec, mentalna priprava. Od kje pa sedaj, po tvojem mnenju, recimo, ta preskok, ki se je zgodil, dajmo reči, no, vse je bil že pred korono, ne, naznačen, ampak zdajle pa, tudi z ero pač karbonskih copat naprej, tako naprej, je pa nepredstavljiv danes, ne vem, če ne tečeš polovičke pod uro, te skoraj ni, a ne, danes, bom rekel, vsak drugi rekreativec cilja, da bo tekel maraton pod 3 urami, malo karikiram, ampak vseeno, no, napredek je na vseh, bom rekel, nivojih, ne samo pri profesionalcih, tudi rekreativci so neprimerno boljši. Čemu vse to ti pripisuješ? Mislim, za vrhunski šport sta zagotovo po moje dva segmenta, ne. Eden je čist tehnološki, no, definitivno, kjer kot recimo copati so šli tehnološko pač zelo naprej, ne, zelo naprej. Po drugi strani pa v bistvu prehranjevanje povezano z medicino. To se pravi, dejansko filigranski odmerki dejansko prehrane, prave prehrane, pravih dodatkov, kjer res je kontrolirano, ne, na gram vsake substance natančno, no, in dejansko to vpliva tako na optimalen trening na eni strani, kot na drugi strani na optimalno regeneracijo, kar pomeni, da lahko ti v bistvu iz svojega telesa iztisneš pač res tisti maksimum. Kar je prej bilo, sploh se mi zdi pri daljših progah, kot je recimo maraton, ko pač ne moreš ti teči 4 maratonov na leto optimalno, ni teorije, ne, in tu je sploh bilo, če se ni poklopilo vse v nulo, je res šlo ti recimo 1 leto naokrog in si spet čakal praktično 1 leto na optimalno pripravo. Zdaj pa je to res filigransko odmerjeno, tako da za ta vrhunski šport zagotovo bi dal večjo težo medicini plus prehrani kot pa tej tehnologiji, ampak tudi seveda na obeh straneh. Pri rekreativnem športu pa je, se mi zdi, najprej množičnost, zagotovo, no, se pravi, to je v Sloveniji sploh, mogoče v tujini smo že prej poznali dejansko res množične teke, ko si v Sloveniji še nismo znali predstavljati take mase tekačev. Po drugi strani pa, če danes pogledamo, kako rekreativci trenirajo, vidimo dostikrat, da je to že v bistvu na meji profesionalnega treninga. Tako da zelo, da rečem, polprofesionalen pristop, zelo pač organiziran pristop do rekreacije in to seveda omogoča tudi boljše rezultate in jaz sem res presenečen nad rekreativci, koliko so zmotivirani, koliko so zagnani, poleg vseh drugih obveznosti službenih, družinskih in tako naprej,
so pripravljeni vložiti v ta polprofesionalni trening, to je občudovanja vredno, zagotovo. No. Tako da to je posledice so pa rezultati, ki so zelo dobri, res. To je dejansko nivo se viša. Tebe ni nikoli zamikalo, ne vem, po 40. pol, da bi rekel, joj, zdaj bom pa si vzel več časa eno sezono, pa bom preveril, če še lahko stegnem nogico, ne, če še lahko obračam kilometre, ne vem, 3:15 in tako naprej. Te je kdaj zamikalo, ali si to dal skozi svojo tekmovalno kariero iz sebe in zdaj pač res ne rabiš več tega? Moram priznati, da me nekako ni zamikalo neko zelo tekmovalno. Se pa je lani zgodil en tak moment, ko je hčera, 13-letna, pač začela trenirati v eni skupini višje pač atletiko, pa 2-krat na teden sem jo moral voziti na treninge, potem pa začel kar teči pač z njimi, škoda se voziti sem tja. In moram priznati, da sem lani po v bistvu 20 letih spet začel s kakimi intervalnimi teki in tako dalje. Tako da mi je bilo fajn, tako po enih 2 mesecih malo miganja mi je bilo kar fajn. Ampak to čist, bomo rekli, za gušt, bi rekli. No. Tako da je zanimivo. No. Ne bom rekel, da me je prijelo, da bi zdaj ne vem kaj tekmoval, ampak ja, malo drugače. No. Malo drugače in intervalni trening in preizkusil sem se, ali sem še sposoben teči 1 kilometer pod 3 minutami. Mi je lani uspelo, tako da sem bil kar zadovoljen. Zdaj si postavil benchmark, za vse rekreativce tam zunaj, če kilometra ne obrnete pod 3:0, ajde, pol ga nikoli ne boste najvrš, če to uspelo Mestnerju po 20 letih. Joj, kakšnih karbonskih copat pa tega nisi preizkušal zdaj v zadnjih letih, tako za foro, ne? Lani septembra sem si kupil prve karbonske copate, tako da sem tudi... Ajde, povej mi. Sem tudi to sprobal. Mislim, a je, se pravim, občutek, če ne se spomniš, s čem si sam tekel 20-30 let nazaj, pa v čem se zdaj teče, ne samo, da so materiali bolj odzivni, toliko lažji in tako naprej. Recimo, tvoj rekel, osebni občutek? To je neverjetno. Prav, ko sem obul te copate, sem se spomnil svojih najboljših tekaških copat za na cesto, ki so bili od Reeboka, podplat je bil debel 4 milimetre, bili so težki 160 gramov, v glavnem nič nisi imel na sebi. Zdaj pa te karbonski copati, kjer kar letiš v njih. No. Tako da v bistvu mi je bilo kar zanimivo, hitreje ko tečeš, bolj ti pomagajo. Tako da je razlika je velika in takrat je moral biti čim tanjši podplat, pa imel si jih za praktično enkratno, dvakratno uporabo, za resne, recimo maratonci in to. Tako da se je zelo spremenilo. Tako da mi je bilo zanimivo teči z njih. No. Tako da za kakšne hitrejše teke jih še kar obojem. Te malo provociram. Bi si upal špekulirati, koliko bi odtekel pa 10, če bi takrat imel v posesti tak par copat? To je zelo nehvaležno. Mislim, res, ja. Ker vemo, da dostikrat si pripravljen za bomo rekli, neke rezultate, na katere ciljaš, pa se potem sploh na daljših razdaljah ne obrne tako, kot si planiral. No. Ampak zagotovo na cesti bi se poznalo. Bi se poznalo, no, če recimo pač pod 32 tekel najboljši čas, ne vem, je to pol minute mogoče. Sigurno je neka razlika. Sigurno, ja. No sej, to, ja, tisti 4% je bilo pri prvih Nike'cah govora, zdaj govorijo še o 100 gramih, ki odrežejo še minuto na maratonu in tako naprej, ne. Vsaj pri zadnjem primeru od Saveja, kam bo šla še vsa ta tehnologija, ne vemo, sigurno bo šla v množično proizvodno, glede na to, da bi se ljudje raztrgali, da bi imeli tak par copat zdaj, kar se je to pač zgodilo. Kam bo šel še ta rekord, tudi ne vemo, no, ampak kaj pa vem. No, sej, najbrž temu bi težko rekel,
to je napredek, pač temu bi že škoda rekel tehnološki doping ali pa kaj takega. No. Mislim, ti kot atlet se ne zmrduješ nad tem, kaj se dogaja. No, tako bom rekel. Ne, zagotovo ne. To se pravi, če to primerjamo tehnološki napredek, to je evolucija, to je super proti nekemu dopingu, nedovoljenim poživilom, to sploh ne da primerjati. Tako da tehnologije grejo naprej in prav je, da je tako in verjamem, da bo še šlo naprej, ne? In da bo ta tehnologija CPAT še prinesla nekaj procentov, še vedno pa je mašina tista človeka, ki poganja naprej, tako da bo treba še vedno trdo trenirati, tehnologija bo pa pač malo pomagala, da bodo tekači še hitrejši. In nimam nič proti temu, seveda, zagotovo je to dobrodošlo, sploh če ta tehnologija ne potem vpliva na mogoče kakšne poškodbe, več poškodb in tako dalje. To se mi zdi ključno, da morda zaradi nekih sekund ali pa malo boljših rezultatov rekreativci ne recimo več poškodujejo in to. To pa je pač napačna pot potem. Ja, tako negativni aspekt tega, ampak okej, recimo, da tehnologija pomaga tudi pri tem, da lažje treniraš, pa da ne pretiravaš, eni bodo zmer pretiravali, ne glede na to, kaj bo imeli na sebi, mislim, poškodbe tako ali tako lovijo, tako ali drugače sedeče ljudi, ki pa tem laufamo in pač rešujemo našo eksistenco na ta način. Ampak druga stvar mi je prišla na misel zdajle, pri gorskem teku pa tehnologija vseeno vendarle nima tazga vpliva kot na cesti. Tam ti pa blaženje na gor, ti čisto nič ne pomaga, prijem pač je bil tudi že včasih, no, kaj pa vem, aj tle lahko še kakšen bistven napredek, morda to boš ti povedal, morda prehrana, vendarle, ampak zadeve, ki so, ne vem, krajše, ne vem, urco pa pol, tam pač mašina in gasa in kaj lahko tehnološko tam narediš, da si boljši? V bistvu copati definitivno je guma na copatih je pomembna, predvsem recimo pri gor dol, ne. Pri gor dol je v bistvu dosti ključno. Ja, in je dejansko nekatere tekme so bile v dosti težkih pogojih, sploh če je zmešano blato in skale, no. Je zelo pač neugodno in res dobra guma je ključnega pomena. Samo za vertikale ali pa samo tek navzgor je manj, definitivno. Seveda spet skale pa neka mokrota, pa to spet dobra guma, ampak definitivno bistveno manj kot pa na ravnini, bistveno manj kot na asfaltu, no, tako da tu so bolj drugi vidiki, kot smo že prej omenili, pač prehrana, medicina, res nadzorovan trening, profesionalen in to je tisto, kar prinese. In definitivno, je pomembno, da si dejansko dober tekač tudi na ravnini, ne. Se pravi, definitivno je nek predpogoj dobrega gorskega tekača je, da dejansko tudi na ravnini, ne rabi imeti najbolj vrhunskih rezultatov, zagotovo pa pač zelo dobre rezultate, da lahko potem narediš nekaj ukranec. Ja, definitivno. Jaz sem bil res, recimo Jonathan White je en tak primer, ki je dejansko v bistvu zelo dober tekač na ravnini, na stezi in je potem dokazoval znova in znova, kako vrhunski je lahko tudi na gorski. No ja, sej, prej sem imel šala, Mitja Kosovel je en tak primer, ko je, ne vem, na eni strani lovil normo za olimpijske igre v maratonu, na drugi strani zmagoval na svetovnem prvenstvu v gorskem maratonu, kar pomeni, da moraš biti res vsestranski, tako da, ne vem, me pa zanima, kako si pa treniral takrat, ko si bil pač v najboljši formi, koliko ravnine, kaj in koliko pravzaprav klancov, ne, vendarle nisi treniral samo klanec, no, tako si delal, ne? Definitivno, tudi takrat, ko je bila moja prva disciplina gorski tek, smo večina treningov naredili po ravnem. Definitivno je bil eden izmed ključnih treningov za gorski tek, so bile recimo 200-300 metrov
klanec, v asfaltni klanec, mogoče, ne vem, 7 do 10 procenten, no, naklona, tako da ne pretiran, kar pomeni, da dejansko pač relativno visoka hitrost v klanec, se pravi na moč. To so bili dejansko zelo pomembni treningi za recimo do 1 ure v tistih, da rečem, zelo tekaških gorskih tekih. Seveda pa za bolj ekstremne gorske teke pa je Pohorje bilo primeren poligon za trening, se pravi 700 višinskih metrov, v bistvu v zelo kratki razdalji je v bistvu bil dober poligon za trening, ampak to je bilo maksimalno enkrat na teden, pravi. To je dejansko ne tako zelo veliko, zares specialne potem priprave za ala Grintavec in tako dalje, potem pa tudi kak hribovski trening, pa tudi tega ne preveč. Tako da večina treningov smo opravili na ravnini. Kaj je bila tvoja pri gorskem teku glavna, disciplina, specialnost? Kje je bil to vertikal, je bil to kakšna druga? Vertikal danes, takrat je bil pač tek navkreber, ali kako se temu rekel? Tek navkreber je definitivno bila moja prva disciplina, se pravi pri teku navzdol so bili marsikateri tekači pač hitrejši od mene, tako da spust ni sploh tehnični spusti, niso bili moja najboljša pač točka. Definitivno težji gorski teki, kjer je tudi bilo tehnično zahtevne singlece, kot je recimo Grintavec, je pač v bistvu bil meni pisan na kožo. Tako da tek navkreber je definitivno mi bil ljubši. Mislim, kje si se spomniš morda recimo svoje prve zmage v gorskem teku? Evo, zdaj greva spet malo down the memory lane. Kdaj si prvič slavil, okusil slast zmage, pa si rekel, evo, to je to? Mogoče ni bilo prvič, se pa definitivno mogoče najbolj spomnim rekorda Šmarne gore, ko je bila tista klasična februarska tekma po zimi, praktično še pred začetkom sezone, ko smo se pač pomerili na tem rekordu in takrat eno leto sem zmagal, no, tako da je to definitivno bila mogoče moja taka sladka zmaga, no. Definitivno je to najbolj v spominu mi ostalo, no. Potem pa seveda Grintavec pa kot mogoče tisti meni najljubši tek, prvič potem, kar je pač meni bil pisan na kožo, drugič pa glede na res ekstremen tek, zelo veliko višinsko razliko, verjetno na to zmago, no, ali pa na ta rekord, ki sem ga takrat imel, pa sem verjetno najbolj ponosen. Da spomniva na eno občinstvo, poslušalstvo iz Koče v Kamniški Bistrici do vrha Grintavca, je skoraj 2000 višincev, pa mislim, da koliko 10 kilometrov razdalje. Mislim, to je ne samo strmo, pa mislim, mlečno kislino imaš tam že, ko bereš razpis, v mišicah, ko se zapodiš. Jaz sem enkrat nastopil na tem teku, tako da to izkušnjo imam, in je bila boleča, bom rekel, 80% časa. Ja, edin tam potem, ko prideš na sedlo, pa ti kdo reče, no sej, nič preveč ne smej se, ne bo dolgo se ravnalo, prideš ti gor na tisto streho, pa crkneš in tako naprej. Brat sem šel potem anale, seveda 2002 je tisto leto bilo, da to drži. Pisalo, je rekel Šalamon, no, zdaj pa moj učenec, mi učitelj lekcijo. Šel sem, je rekel, sam popravljati svoj osebni rekord, ampak pol pride pa Mestner, pa odreže 3 minute temu, gre 1:21 in pokori vso konkurenco. Daj mi malo, kaj se spomniš od te tekme? No, tega je zdaj že 24 let nazaj, ampak to se vse dobro spomniš še. Ja, se kar dobro spomnim. Ja, dejansko je to bila tekma, na katero se nisem
zelo posebej pripravljal. Ravno z Igorjem Šalamonom smo 14 dni pred tem tekom na Grintavec bila skupaj na gorskem teku na Großglockner, dejansko tudi eden izmed pač bolj znanih gorskih tekov v Evropi. In najin cilj je bil, da en dan, pač v soboto smo tekmovala na tekmi, potem pa v nedeljo pa seveda po najini hribovski navadi sva šla še na Großglockner, pač na vrh. Tako da nama je to bila super priprava, aklimatizacija za Grintavec, tako da sem na tisto tekmo prišel zelo dobro pripravljen, dobro sem se počutil in praktično že v prvih 3 kilometrih do, se pravi, tiste tovorne žičnice, kjer se po cesti teče relativno hitro, ker je tista naklonina v bistvu relativno mala in Igor Šalamon je takrat bil tudi zelo dobro pripravljen pač na ravnini in že tam sem vedel, da je dejansko tempo zelo visok, zelo dober, tako da pod kokrškim sedlom dejansko sem videl, da mi gre zelo dobro in nekako čutil sem že na kokrškem sedlu, no, da verjetno bo rekord padel in dejansko kljub temu, da sem najboljši rezultat zlaufal, mi je bilo praktično relativno enostavno, če primerjaš z drugimi tekmami. In pač tisti dan se je vse poklopilo in res še danes sem ponosen na tisti rezultat. Malo čez uro 21, kar je za 2000 višinskih metrov pa slabih 10 kilometrov kar hitro. Treba reči, zelo malo Slovencev. Je kakšen Slovenc šel hitreje? No, zdaj tega podatka nimam, ti sigurno veš. Ja, Nejc Kuhar je šel hitreje, se pravi, in to 2-krat, se pravi, zdaj je najboljša znamka slovenska mala pod uro 20, tako da Nejc je spustil mejnik pod uro 20, kar je super rezultat, tako da eno leto je šel malo čez uro 20, potem pa je malo pod uro 20, tako da super rezultati. Absolutni rekord je, kdo drži absolutni rekord? Enkrat je prišel Norvežan, ne? Jonathan Wyatt, tudi Norvežan je bil eno leto, ja, ampak Jonathan Wyatt je leta 2006 tisto leto, ko je praktično izboljšal, ampak to res z naskokom izboljšal praktično vse rekorde vseh gorskih tekov v Evropi in najboljša znamka znaša pod uro 16. Tako da uro 15:45 nekje tukaj in tisto leto sem gledal ta tek in sem ga na začetku strehe na Grintavec čakal in prav me je zanimalo, kako bo, ker sem vedel, da je res vrhunsko pripravljen, me je prav zanimalo, s kako hitrostjo bo šel po strehi in sem imel namen, da grem malo z njim, pa da vidim, kako to. In je bil res neverjeten po tistem zelo tehničnem terenu strehe Grintavca, je poskakoval iz skale na skalo, no, mislim, res ga je bilo, užitek ga je bilo gledati in težko je reči, da je to rekord za vedno, ampak takrat je bil Jonathan res vrhunsko pripravljen, vse se mu je poklopilo, tako da njegovi rekordi po Evropi še kar veljajo, tako da nažalost teka na Grintavec danes ni več, pa verjamem, da bo še kdaj bo to definitivno znamka, ki jo bo zelo težko preseči v svetovnem merilu. Ja, tako kot si rekel, mislim, se je ogromno dobrih tekačev, tudi v vertikalih, rečemo temu tako, no, ampak tudi če bi tle spustil Remija Boneja ali pa Kyliana Jorneja, bi imela veliko za opraviti, no, bova rekla tako, ne, s tem časom, ja. Bi bilo pa zanimivo, ja. Ali pa pač temi novimi, ki prihajajo iz tvojih ust bom rekel, vsa ostala ušesa, ki bodo nekoč povzela spet to dirko, tako kot si ti rekel, jaz tudi verjamem,
da se bo ta gorska klasika enkrat vrnila, ker ljudje bodo hoteli vedeti, kaj se da na temu narediti. To je bilo res, ne vem, dirka leta, no, ne vem, kaj pa vem, ko ste vi gorski tekači gledali, recimo, kaj so bile glavne dirke sezone, recimo za tebe, no, tako, evo. Mislim, definitivno svetovno pa evropsko prvenstvo, sta pač bile dve glavni tekmi, pa seveda potem izbirne tekme, ki so včasih bile tudi državna prvenstva. Tako da potem pa je definitivno bil Grintavec, pa jesenski tek na Šmarno goro, gor dol, ne. Se pravi, dejansko tekme, ki so potem tudi bile del Grand Prixa, se pravi, dejansko svetovne serije, tako da definitivno je Grintavec eden izmed, da rečem, top 4 najpomembnejših tekov in res v organizaciji pač Dušana Papeža je bil to res dogodek, no. Res dogodek, ki je imel dušo, za katerega si videl, da je živela cela dolina, to ni bil nek, da rečem, pač pod narekovaj umeten dogodek, tam so res vsi živeli za to in je bil res pristen dogodek, po drugi strani pa res tek za vse, ne samo zdaj za neke pač tekmovalne gorske tekače, ampak izziv preteči ali pa pač čim hitreje priti na Grintavec je za vsakogar izziv, tako da je bila res luštna tekma in res na tisti tekmi 2002 res se spomnim, no, da sem kot zmagovalec prejel tisto penino 6-litrsko, enako kot zmagovalci Formule 1, tako da seveda nismo bili tako izkušeni v rokovanju z temi peninami kot pa tekmovalci Formule 1, ne, ampak občutki so bili res dobri, res super. Mislim, ti si se potem vračal še na to dirko, še preostala kar nekaj leta, ne, si se boril, tudi takrat, ko je bil prvi rezultat pod uro 20, si bil zraven in tako naprej. Sem. Dejansko jaz sem potem še 2-3, sem pač obrano zmagal, potem pa 2-4, ko je praktično bilo zadnje moje tekmovalno leto, pa sem zasedel v bistvu 4. mesto, tako da takrat sem zasedel kot najboljši Slovenec 4. mesto. Tako da takrat je prihajala res evropska svetovna konkurenca na ta tek in res je postal to eden izmed pomembnih gorskih tekov, ne samo v tem delu Evrope, ampak na splošno na svetu. Tako da je bilo luštno potem tudi naslednja leta gledati te vrhunske gorske tekače, ki so prihajali v Slovenijo. Dogodek, ki je bil konec julija, mislim, se pravim, takrat res ni nobenih dogodkov, no, zdaj kljub temu, da je koledar tekaških prireditev v Sloveniji tako nabit, ne, da praktično recimo vsaj v spomladanskem jesenskem času ne najdeš vikenda, ker ni pol ducata ali več, ne, dogodkov, pa tale konec julija zdaj sameva, bolj kot ne, no, sem pa tja se najde kakšna vaška dirka, tako da evo, tisti, ki se bo lotil Grintavca, datum čaka, oziroma vikend čaka, komod se tega lotite. Zdaj mi povej, prej si omenil svetovna evropska prvenstva, na kolikih teh tekmovanjih evropskih in svetovnih si bil kot reprezentant prisoten? Po številu težko rečem, ampak moje prvo je bilo 1996, pa potem do leta 2003 sem se pač redno udeleževal teh svetovnih evropskih prvenstev. Dejansko najbolj se mogoče res spomnim svetovnega prvenstva na Aljaski, ko smo bili dejansko takrat je prihajal nov val, se pravi mladincev, se pravi Mitja Kosovel, Peter Lamovec, dejansko Mateja Kosovel in kompanija. Tako da dvakratni svetovni prvaki, ekipni, mladinski, dejansko posamično zlato, srebro, bron in tako dalje. Tako da Slovenci smo res zelo pomembno vlogo igrali v mladinskih kategorijah na Aljaski, pa tudi sam sem dejansko svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih dosegel na Aljaski, z 19. mestom sem pač dosegel mogoče svoj najboljši rezultat. Bila je res septembrska tekma, izjemna kulisa, dejansko je bilo tekmovanje, je potekalo v snegu, v sneženju,
nekje 15 cm snega je padlo med tekmo in je bilo res brutalne razmere so bile, tako da ja, res so lepi spomini na ta svetovna evropska prvenstva, ki so svetovna prvenstva so dostikrat pač potekala tudi, bomo rekli, na malo bolj eksotičnih krajih, kjer so tudi zaradi neke promocije države, turizma, kakorkoli že organizirali ta prvenstva in res me vežejo zelo lepi spomini na ta tekmovanja. No, nekaj mi še povej, danes je slišati recimo od reprezentantov, marsikateri tekaški disciplini, da na kakšna daljna prvenstva niti ne potujejo več, ker so stroški preveliki, ker tudi zveza vsega ne zmore, sponzorjev ni in tako naprej, konkurenca je toliko večja. Kaj pa v tvojih časih si uspel recimo dobiti kakšnega sponzorja, so te stroške uspeli pokriti tudi, bom rekel, strani krovne organizacije, kako je pa takrat to izgledalo, ker si predstavljam, da iti na Aljasko pač tudi to zadevno ni mačji kašelj. Ja, definitivno takrat je bil položaj gorskega teka, bomo rekli, še nekoliko slabši kot je danes pod krovno organizacijo, recimo Atletsko zvezo, in smo praktično kar dobršen del teh stroškov tudi sami prispevali, tako da sam sem imel pač srečo, da so me starši podpirali in dejansko so mi sofinancirali te poti na oddaljena svetovna prvenstva. Stroški niso bili tako mali, ampak mislim, da vsak od nas se je na tak ali pa drugačen način z sponzorji, z seveda nekimi lastnimi vložki dejansko lotil zadeve in na koncu smo vsi, ki smo bili pač izbrani v reprezentanco, šli na ta tekmovanja. Definitivno pa je pač to bil nek trud, ki si ga mogel v to vložiti, tudi za pokrivanje stroškov teh. Tako da ni bilo tako, da bi zdaj strani zveze, kluba dobili pač vse povrnjeno. Tako da smo se mogli znajti po svoje, ampak ni nam bilo težko, tako da smo uspeli. Ali daj mi nekaj povej, no? Zdaj vem, da si uspešen v svojem geodetskem poslu, če se ne motim, ja, že dolga leta, da si tudi na drugih področjih, rekel človek, ki ima stvari urejene, te športa, atletika ali pa gorski tek, naredil tudi takega, kot si, ali bilo to že prej v tebi, oziroma da si zaradi tega bil dober v športu? Kaj bi rekel? Jaz bi rekel, da šport ti da zelo veliko in dejansko sam bi rekel, da mi je šport dal v življenju res veliko v smislu nekega reda, navad, truda, na eni strani zmagovanja, na drugi strani v bistvu se naučiš prenesti poraz, delati v ekipi in dejansko meni je dal zelo veliko. Šport, ne glede na rezultate, zdaj ali bi bili malo boljši, malo slabši, dejansko se mi zdi, da šport za življenje ti da res zelo veliko. In jaz bi rekel, da dejansko mnogo, da rečem, navad ali pa dejansko truda, ki sem ga potem v kasnejšem obdobju namenil, bom rekel, drugim zadevam ali službi, nekim drugim zadevam, sem praktično črpal način delovanja ali pa dela prav iz športa, kjer se pač naučiš, da hitrih zmag ni. Se pravi, definitivno je treba vlagati kar veliko truda v neke rezultate, ki ne pridejo jutri, in da je treba pač biti tudi marsikdaj potrpežljiv, da dejansko tista neka vložena energija, ki si jo dal v nekaj, ti je pač povrnjena. In jaz verjamem, da pri vseh stvareh v življenju, da ti bo energija, ki si jo ti vložil v nekaj, zagotovo povrnjena. Zdaj na tak ali drugačen način, ali zdaj v kratkem obdobju ali pa v nekem dolgem obdobju. Tako da šport je res en tak
zelo dober, da rečem pod narekovaj, učitelj za življenje nasploh. In jaz sem res vesel, no, da sem tistih mogoče 15 let svojega življenja praktično posvetil treningu in ni mi žal niti za 1 minuto tega obdobja, kljub temu, da je včasih seveda pri treningih težko in ne gre vse gladko niti na tekmovanjih, ampak se mi zdi, da to je zelo velika naložba za življenje, za vse stvari. Si to sporočilo rabo dati svojim otrokom, a sta sama se našla tudi v športu, v vzdržljivostnem športu, na vse zadnje, to je sin, vendarle tudi, ne vem, pred kratkim bil spet državni prvak, če sem nekje prav ujel, ne, in to v smučarskem teku, talent očitno ima, tudi hčera pravi, že trenira atletiko. Žena ima 3 otroke, se pravi zdaj 18, 16, 13 let, tako da 2 sinova hčera, tako da starejši sin trenira tek na smučeh, mlajši biatlon, hčera pa je praktično v jahanju, malo še laufa zraven, ampak okej, prioritetno je jahanje tisto, kar jo danes zdaj pač najbolj veseli. Moram povedati, da svojih otrok niti približno nisem silil v noben šport, tudi mene doma niso, bomo rekli, usmerjali ali pa kaj šele silili v neke zadeve. Živimo v Logatcu in tek na smučeh v Logatcu je na nek način domač šport, tako da zato sta se odločila praktično zaradi vrstnikov v šoli. Seveda pa mi je zelo v redu, no, da se otroci ukvarjajo z športom in normalno jih podpiram tam, kjer je le mogoče, nikakor pa ne obratno, da bi jih v karkoli silo usmerjal, da bi rekel, zdaj pa nekdo naj tek trenira ali kakorkoli. Lej, tisto, kar jim je v nekem trenutku najboljše, je zagotovo tisto ta pravo. In starši smo zato, da suportiramo tisto, kar je otrokom fajn. Mi povej, Štajerci iz Svečine, ki je prišel v Logatec, kako si se navadil priti iz vinorodnega območja na Barje, daj mi povej. V bistvu sem iz Svečine pač šel za študijem, se pravi dejansko 96. leta sem šel študirati v Ljubljano, tako da v tistih študentskih časih smo praktično vsak vikend hodili domov nazaj, še vedno je bila osnovna klapa v Mariboru in dejansko sem bil zelo veliko doma. Jaz sem se vedno hecal, da sem Štajerc na začasnem delu v tujini, ne. Tako da, ko se z Štajerci, z Svečinčani, Mariborčani pogovarjam, sem na začasnem delu v tujini in to se mi pozna tudi po mojem naglasu, da še vedno je en del štajerskega naglasa, kljub temu, da že zdaj 30 let ne živim več doma, ampak še vedno se zelo rad vračam v domače kraje. Svečina mi je praktično postala bolj ljuba šele takrat, ko sem začel več potovati po svetu in sem šele ugotovil, kaj točno imamo doma, ker saj vemo, ne, tistega, kar imaš doma na dosegu roke, ne znaš ravno ceniti, dokler ne ugotoviš ali pa ti drugi ne povedo ali pa drugje ne vidiš, kako lepo je doma, no. In praktično sem spoznal to lepoto Svečine, Svečinskih goric, vinogradov, šele takrat, ko sem prvič obiskal Toskano in vsa ta opevana Toskana z ne vem kako pokrajino in to ni bila tako lepa kot Svečina in sem rekel, okej, pa Svečina pa ni kar tako. Tako da res rad se vračam v Svečino, Svečina je še vedno moj kraj, moja vas, ne glede na to, da živim v Logatcu, ki je mrazišče Notranjske, tako da rad se vračam in v Svečino. Fajn pa je, da je Slovenija tako mala, da lahko zelo hitro
na vseh koncih, tako da to je super. Ja, razen če greš sred poletja na avtocesto v nedeljo popoldne, ampak tega mi da ne počne, ker se rajš tule pogovarjava o tem. Zdaj, rekel si, zaključil si svojo kariero še pred 30 letom, vsled, bom rekel, ne vem, kariere, družine in tako naprej, ali bo kakšen drug razlog? Jaz sem imel nekje pri svojih 23 letih sem imel kar resne zdravstvene težave in dejansko sem bil primoran eno leto prekiniti z, bom rekel, zelo intenzivnim treningom. Takrat so mi zdravniki rekli na prvo žogo, da moj puls ne bo več nikoli smel se dvigniti nad 100 udarcev na minuto, tako da to je bil zelo velik šok takrat na prvo žogo zame. Tako da potem ni bilo tako hudo, kot je bilo na prvo žogo pač rečeno, ampak tako da sem po enem letu v bistvu bil spet nazaj, bom rekel, v treningu in tako naprej, ampak vseeno pa je to zdravstveno stanje malo botrovalo k temu, no, da sem malo na drugačen način se loteval treningov. Definitivno je ta zgodba nekega res polprofesionalnega ukvarjanja z športom, na drugi strani študija, na tretji strani seveda tudi vseh žurov, ki sodijo zraven študija in tako dalje, ne, te zadeve včasih ne grejo čist skupaj. Tako da telo včasih reče, da rabi malo pavze. In tako sem nekako proti koncu študija dejansko počasi zaključeval za svojo, bom rekel, kariero ali pa dejansko bolj resnim treniranjem in sem si začel iskati izzive nekje drugje in gibanje, šport je definitivno mi je zrasel pod kožo in nekako sem čutil, da sem tiste najboljše rezultate, ki sem jih bil pač v tistem trenutku sposoben, nekako odtekel in je bil čas, da stopim korak naprej in se ukvarjam še s kako drugo stvarjo, kot pa samo z tekom. Če kdo pogleda tvoj profil, malo pobrska še stare fotke, vidi, da si plezal, kar bom rekel resne smeri, da turno smučaš itak, a ne? Najboljš mi bilo seveda, ko sem najdel tisto zgodbico o 3 Gorencih in Štajercu na Adventure Raceu, ko ste bili na nekem evropskem prvenstvu celo in celo osvojili 3. mesto, če se ne motim. Mislim, da je bil eden od teh, aj bo Klemen Udovič tudi zraven, takrat v tisti ekipi, ja. Tako da, mislim, to si počel pa še kasneje pol, mislim, koliko dolg je trajala tista dirka, Bog pomagi, sveta pomagalka? Ja, z Adventure Race smo se nekako začeli ukvarjati nekako leta 2007. Spet je bilo nek splet okoliščin v vmesnem času, nekje med 2004 in 2007 sem kar nekaj plezal, pa kar nekaj smučal, tako da smo se kar nekaj preganjali po hribih in potem seveda spoznaš alpiniste, take in drugačne in slišiš za nek Adventure Race Slovenija, ki se odvija vsako leto v Velenju in si rečeš, a pa bi mogoče tudi mi to poskusili. In smo tako začeli, no, pač se udeleževati teh pustolovskih tekem, to so praktično večdnevne tekme, zdaj od 2 do 5 dni trajajo te tekme, ponavadi so 4 osebe, se pravi vsaj eno žensko rabiš v ekipi. In dejansko razni športi, od pač teka, kolesarjenja, veslanja, plavanja, plezanja, spuščanja po vrvi, Bog pomagi. Ni da ni, pač tisti športi, ki so v neki regiji pač aktualni, znani, rolanja, teka na smučeh, ni da ni. In to nas je pač kar nekaj let zaposlovalo, malo bolj resno, potem pa v bistvu ljubiteljsko pa še kar se s tem ukvarjamo. Dejansko je to ena srenja v Sloveniji, ki je, da rečem, zelo mala in vsi se zelo dobro poznamo.
poznamo med sabo in se radi podružimo, radi smo v naravi, radi se gibamo in iz tega je ne samo zdaj nek tekmovalni adventure race, ampak recimo imamo tudi letne piknike, kjer se enkrat na leto dobimo, ampak je to tak aktiven piknik, da najprej moraš še 24 ur biti aktiven, potem pa si zaslužiš tudi kako pivo pa kak čevap. Tako da ja, zanimive tekme so in tudi s temi smo kar dosti po Evropi pa pač po bližnjih krajih prepotovali, videli kar nekaj teh pokrajin in zanimiv šport, no, ki je definitivno za take ljudi, ki smo zelo radi v naravi, pa nam ni težko dalj časa gibati. Tudi po 10, 20, 30, 50, 90 ur, karkoli brez spanja ali pa na eno oko. Ampak vsem si predstavljam, da za adventure race moraš biti spreten, moraš biti športnik, tako se moraš znajti, da ti nekdo da, ne vem, veslaš, plezaš, ne vem kaj vse počneš, pa ti dajo pa rolerje gorno. Mislim, jaz se ubijem takoj, jaz sem mrtev na mestu, si polovam najmanj 3000 nekaj drugega, ti greš pa tam rolat, potem imaš še, ne vem, gorsko kolo in tako naprej in tako nazaj, neprespan, itak kaloričnem deficitu ves čas in tako naprej, pa še ekipo moraš usklajevati, mislim, noro, moraš biti nestranski človek, no tako. Mislim, adventure race je res pač vse stransko moraš biti pripravljen, tako športno, še bolj pa pač psihološko. Psihološko, kot si omenil, pač te tekme trajajo, ja, tudi 90 ur, 100 ur, spravi 4-5 dni, 5 dni skupaj in jaz pravim, do 24 ur je lesna priprava, od 24 ur naprej je pa psihološka priprava. Tako da tam do 24 ur ti vsi treningi pomagajo, potem ti pa samo še glava pomaga. Tako da je to ok. Pa še pomemben del tega tekmovanja je tudi orientacija. Seveda je orientacija tista ki predvsem potem v druga noč, tretja noč igra zelo pomembno vlogo pri vsem skupaj. Tako da je res kompleksen šport in predvsem tudi to, no, ekipa 4 mora skupaj preživeti več noči zapored, pač definitivno utrujenost, neprespanost in tako dalje, pač vplivajo in če se tim ne razume res dobro med sabo, je tu res problem, ne. In je res tak zanimiva dogodivščina, preplet nekega športa, avanture, orientacije, raznih športov, pa na drugi strani tudi spoznavanje pokrajine, ker vsaka pač dežela, regija, ki organizira ta adventure race, želi pokazati najlepše v tistem delu. In definitivno skozi to res spoznavaš take res bisere Evrope, no. Kdaj si bil nazadnje na kakšni adventure race tekmi? Koliko let od tega? Lani sem bil še na 3 kratkih tekmah, se pravi na daljši pa sem bil 2 leti nazaj, no. Tako da še, recimo, da nekako cilj je ena adventure race tekma na leto, da imaš nek cilj, da potem malo migaš proti temu cilju in ti da to še dodatno motivacijo, da malo več migaš, kot bi pa sicer. Letos imate že izbrano, ekipa je že sestavljena? Letos vse kaže, da vsaj v tem prvem delu leta nimamo nekih planov, tako da verjetno jeseni kaka krajša inačica, potem pa verjetno drugo leto spet kak izziv. Kaj je krajša, dajva še to reči, kaj je krajša inačica adventure race, mogoče za tiste, ki jih pa zdajle je tukaj zamikalo? Krajše tekme so nekje med 5 in 8 urami, to se pravi nekje med 60 in 80 kilometri dolga tekma.
daljše se pa začnejo od 2 dni naprej, to se pravi od nekako, bomo rekli, 40-50 ur plus in te pač resne so pač 2 dni plus in glede na to, da že imamo kar nekaj let adventurja za sabo smo ugotovili, da so nam te 50-urne tekme so nam v bistvu najbolj pri srcu, sploh recimo kakšne take, bomo rekli, ki imajo še šarm domačnosti, recimo na Češkem je ena taka adventure tekma, ki nam je zelo, zelo draga in smo večkrat bili že tam. Dejansko je ohranila tisto pristnost, ker na drugi strani pa seveda ta, bomo rekli, pod narekovaj industrija, tudi v Adventure Race naredi svoje in je recimo ta svetovna serija postala po eni strani v bistvu zelo draga, že sama štartnina, da prideš tja, pa dejansko potem zelo vse na profesionalnem nivoju, vsak gram je pomemben, vsako pravilo se ga moraš 100% držati in je to zelo, zelo, bom rekel, omejujoče, na drugi strani pač zgublja tisto pristnost, tisto pustolovsko plat tega tekmovanja in mogoče se z leti vedno bolj odločamo za to bolj pristno stran športa, kot pa tisto tekmovalno, pa tu niso ravno sekunde, so pa recimo ure pa minute pomembne potem za končne uvrstitve. Me je zanimala, ekipa 4, pa to so 2, 3, 4, 5 dni skupaj, Kaj se zgodi, če nekdo zboli, se poškoduje, ga zaslabi, mislim, pri 4 ljudeh v vseh možnih kombinacijah se zgodi lahko marsikaj, Kaj se v tem primeru potem pripeti? Ja, definitivno, pač ekipa je toliko dobra, koliko je dober najšibkejši člen in v 4 dneh se najšibkejši členi menjajo, večinokrat. Definitivno ima nekdo več težav na začetku, nekdo malo več težav na koncu. Definitivno pridejo tudi poškodbe, tudi kdaj se je zgodilo, čeprav moram potrkati, se je to zelo, zelo redko kdaj zgodilo, da smo zaradi poškodbe odstopili. Mislim, da se je zdaj v slabih 20 letih, da smo dvakrat odstopili zaradi poškodbe, brez, če je taka poškodba, da pač dejansko ne moreš nadaljevati, nimaš kaj, dejansko sledi odstop. Dejansko včasih pač samo enega člana, pa če si na neki tekmi, kjer ti je pač pomembno, da tudi za trening greš naprej, smo tudi nadaljevali recimo samo 3, enkrat, da smo prišli do cilja, seveda izven konkurence, zase. Ampak definitivno pa je ogromno nekih težav, malih, večjih in mogoče da rečem, v prvih letih, ko smo tekmovali, bi neka taka mala težava to že povzročila, da odstop, potem se pa navadiš, da dejansko je treba malo počakati, tudi če greš 1 uro spat, to ne pomeni, da je katastrofa, da je konec sveta. Recimo, če je komu slabo, pa ne more več pač hrane zadržati v sebi, to se zgodi kdaj, predvsem povezano z vročino, dehidracijo in takimi zadevami. In takrat dejansko je treba skrbeti za tistega, ki mu je v tistem trenutku slabo ali pa se počuti slabo in mu treba stati ob strani, če si na kolesu, je v redu, lahko ga pripneš nase in lahko šlepaš. Ja, lahko, se pravi, mu lahko pomagaš, če si seveda na nekem trekingu, lahko mu neseš nahrbtnik in tako dalje. Tako da definitivno moraš pomagati drug drugemu in zelo, zelo pomembno je, da se dobro poznaš med sabo, da točno veš, kaj in kako kdo odreagira v trenutkih, ko je težko. Vsi vemo že, da je recimo druga noč je kritičen moment neke tekme, se pravi, tam se zadeve lomijo, tam
je treba biti še posebej pozorni in je bolj včasih kak power slip narediti 15 minut in si potem čist drug in čist boljši, no, kot da pa pač nekaj forsiraš, pa potem še orientacijsko zafrkneš kako situacijo. Tako da izkušnje tu zelo, zelo veliko šteje, dejansko glava, tudi pripravljenost pa z leti malo manj, ker imaš več izkušenj, pa si potem lahko nekoliko manj fizično pripravljen. Tako da to nam je prav vredno. Ampak no, zdaj te razumem, da okay, vendarle moraš teči, vendarle moraš početi še druge stvari, da ohranjaš to neko bazično pripravo, da greš lahko vendarle tudi na 5-8 urno dirko, sej čist na suh s kavča ne moreš iti, da bi rekel, za pa en let bom pa ležal, potem bom šel pa na mišični spomin. Ja. To se je dogajalo, ko sem zaključil z intenzivnim, da rečem, treniranjem, sem še kar nekaj let, recimo bom rekel, kar 8 let sem čutil, da recimo glava je bila pripravljena na res hardcore tekme, telo pa ne več tako. Ampak dejansko je bilo možno z glavo tudi v bistvu marsikaj premakniti, seveda pa pri tako dolgih tekmah pač samo na glavo ne gre. Tako da meni je zadnja leta, no, mi je praktično, pač bom rekel, prvi šport turno smučanje. Skušam pač čim več smučati, kolikor se da. Zdaj klimatske spremembe nam niso ravno naklonjene, tako da je treba vsako leto malo više iti za smučarijo. Ampak se trudimo, no, da pač smučamo tam nekje od novembra do junija, tako da lovimo sneg, kjerkoli se le da. In preko tega ostajam, no, v tej splošni kondiciji. Vemo, da tudi te hribovske ture trajajo itak, ne, pač tudi dalj časa in tako dalje. Tako da preko tega nekako v splošni kondiciji ostajam. Potem pa, če še malo z otroci kaj potreniram, pa je že čisto ok. Ali te človeka, ki si sposoben 5 dni preživeti, rekel še s 3 drugimi, ne, ta šport lahko naredi bolj potrpežljivega, oziroma ti tudi potem to lahko preneseš v družinsko ali pa v delovno okolje, vendarle imaš nek kolektiv, ki ga moraš voditi na službi, doma imaš pač, bom rekel, polno hišo, ki jo moraš nekako uskladiti. Na Adventure Raceu si pa s 3 posamezniki, s katerimi se odlično razumeš, ampak verjamem, da po drugi noči bi lahko kjer ga tudi zadavil, ne se tudi da skregate na smrt in tako naprej. Ampak to dela karakter, to uči človeka pač potrpeti in shajati s sočlovekom. Ja, definitivno. In pomembna je potrpežljivost na eni strani, na drugi strani spoštovanje do drugega, pač v katerikoli situaciji že je kdorkoli. Dejansko moraš najprej razumeti njega, da mu lahko sploh pomagaš. Pravi, dejansko iz tvojega zornega kota stvari dostikrat izgledajo precej drugače, kot če se postaviš v čevlje tistega, ki ima težavo, no. In to praktično velja povsod, res je, tako v takih, bom rekel, stolovskih zadevah, kot doma, kot v službi, ne. Tudi otrok dostikrat ne razumemo, potem pa, če se probaš postaviti pa v čevlje otroka, pa morda malenkost bolje razumeš njegov zorni kot. In vedno se je treba v življenju dejansko postaviti v čevlje drugega, da ga potem lažje razumeš, ne. Ker jaz vsakemu rečem, tisti, ki pravi, da ga nekdo ne razume, ne, je večinska krivda v tistem, ki podaja informacije, ne v tistem, ki ne razume. Dejansko se ti moraš prilagoditi tistemu, ki te posluša, in to velja res na splošno, ja. In ja, take pustolovske zadeve, ki trajajo seveda dlje časa, ti da nek čist drug vidik, kot pa recimo, če zdaj primerjam z nekim tekmovanjem, ki traja uro, 2 uri, ne, ko pač je dejansko tam na nož, vsak tekmuje zase. Tukaj tudi med tekmovalci drugih ekip, ki dejansko tekmujemo drug proti drugemu,
so odnosi bistveno drugačni, vsi smo v istem okolju, drugemu pač pomagamo, spodbujamo dejansko in smo najprej, da rečem, kolegi, z nekaterimi seveda tudi dobri prijatelji, tudi iz nasprotnih ekip in šele kot drugo, tretje medsebojni tekmovalci in vsem nam je ključen cilj, da pridemo čim bolj optimalno na cilj, ne glede na rezultat, mesto na koncu, seveda, če je to mesto pač toliko boljše, smo vsi skupaj še toliko bolj veseli, ampak ključno nam je to, da probamo na nek način optimalno priti za svoje razmere do cilja. Se pravi, da ne delamo nekih napak, da dejansko probamo res nek optimum iz sebe iztisniti in tudi to, če povlečem sporednice, recimo predvsem za neko službeno poslovno potjo, res pomembno je, da pač znaš z timom, ki ga imaš, narediti pač optimum. To, kar najbolje lahko, če si zastavljaš previsoke cilje, ni dobro, če si premalo ambiciozen, ni dobro, da pa probaš optimum iztisniti iz cele ekipe. To je pa tisto, kar nas potem osrečuje, da dejansko smo naredili maksimalno, kar smo pač v nekem trenutku bili sposobni. Ja, namesto team buildinga, ker ste keglet, spoštovane, predlagajte šefu, da vas pelje na adventure race, a ne? Saj mogoče bo pa on v ton, ne, hecam se seveda, ne. Zelo fascinantno, z velikimi očmi zmer berem kakšna poročila z teh adventure raceov, pa se pogovarjam recimo s ljudmi, kot si ti, ker se mi zdi to taka, bom rekel, res toliko športov povezanih, toliko enih zunanjih dejavnikov, ne, pa dejansko si hočeš biti tam, ko včasih ne bi hotel biti in tako naprej. Mogoče malo drugače kot na trailu, no, recimo, če na trail me to spominja na te ultra razdalje, ker je tudi cel kupenega premagovanja, bom rekel, samega sebe, okolice, pa tovarištva na vse zadnje, ko ugotoviš, da si v istem zosu s človekom, s katerim tekmuješ na 100 mil ali pa kaj takega. Tebe je kdaj, mislim, glede na to, da si sposoben, ne vem, 90-100 ur biti v pogonu, kdaj zamikalo te kdo rekel, Mestner, kaj pa če bi se ti v trailu pomeril v kakšni stotki, čez hribe, imaš močne noge, imaš pravo glavo, sigurno bi to razdrl, a? V bistvu, moj najdaljši tek je bil trail Učka, se pravi dejansko cirka 60 km je takrat bil dolg in takrat nekako sem rekel, da me razdalje daljše od tega ali pa 100 km plus čeloma ne zanimajo, ker je trail tek je bistveno drugačen kot pa adventure race. Pri adventure raceu ti dejansko menjuješ športe, definitivno recimo ali pa daljši odseki recimo trailov so nekje med 40 pa 50 km, ne, se pravi v adventure raceu, ne, in dejansko je to bistvena razlika, kot če ti 24 ur en šport ganjaš, ne, sploh trail, pač na nogah, ne, je to bistvena razlika kot pa dejansko, če menjuješ, ker ko menjuješ športe, menjuješ mišice in dejansko smo včasih res sami nad sabo zelo presenečeni, s kako hitrostjo se recimo lahko na biciklu pelješ četrti dan, ker dejansko na nek način vedno menjuješ mišice, recimo po 8 urah veslanja ti je trekking super, kar letiš, ali pa kontra, ne, ko priješ iz trekkinga, traila na bicikl je spet super, ne, se pravi, te menjave so meni zelo pogodo in moram res priznati, da me 100 mil nekako nikoli ni poklicalo, pa zamikalo. Preveč zamikalo, čeprav verjamem, no, da pač glede na ure, ki sem jih preživel na teh tudi trailih med adventurom, bi se tudi dalo recimo na enem adventurju v Abu Dhabiju, ko smo bili, mislim, da bilo to leta 2009, praktično najdaljšo razdaljo imeli praktično 110 km po puščavi, no. Je bilo. Tako da ta je bila res taka najbolj duhamorna etapa, kar sem jih kadarkoli v življenju imel.
imeli smo progo narejeno cik-cak, 10 km proti desni in 10 km proti levi. In smo tako 110 km čez puščavo in no, tisto je bilo pa res. In seveda, po gor in dol po sipinah in nekaj je tu lahko relativno malo, glede na sipkost peska in tako dalje. Tako da se da tudi ta trail, recimo do 100 km si še nekako predstavljam, no 100 mil je pa res dosti. 100 mil pa nekako se mi zdi, da je kar in me nekako ne mika prav. Ne še, mislim, da ja, mogoče pa ko v penzionu, pa ti bo zmanjkalo drugih idej. V maratonu se resno nisi nikoli preizkušal kot kakšni drugi gorski tekači, si pa pred kratkim odtekel in maraton, no to pa je v statistikah zabeleženo in sicer tam dvocelinski maraton, evo tako, evo, še to povrha, ne. Če že delaš maraton, narediš vsaj na 2 celinah. Povej mi, zakaj v Istanbul? Dobro, v Istanbul smo šli leto pa pol nazaj z ciljem, da žena Nika preteče svoj prvi maraton in seveda sem ji bil za support in sva pretekla maraton brez nekih večjih težav, maraton 2 celin, bilo je novembra, bilo je presenetljivo mrzlo vreme, ful je pihalo, ampak je bilo fajn, no. Je bilo fajn, tako da preteči maraton še da. Tako da je. Je pa v bistvu, sem pa svoj prvi maraton pretekel v Radencih pred po moje 20 leti in je spet bilo povezano z eno, bom rekel, na pol stavo. Takrat že nisem več treniral, ampak žena je rekla, da gre na mali maraton in sem rekel, ja, če pa greš ti na mali maraton, potem pa grem jaz na velik maraton. Če se ti pripraviš za mali maraton, pa jaz glede na leta teka, ki sem ga v minulih desetletjih naredil, pa grem jaz lahko tudi maraton. No, in takrat sem kar ponosen, ja, takrat sem odtekel 2 uri 43 maraton, pa nisem praktično več treniral in mi je bilo to takrat tako zabavno. Potem pa sem še eno leto, mislim, da 2 leti zatem so me iz ljubljanskega maratona poklicali, če bi bil Zajc na maratonu. Zanimivo, ja? Kje so te pa našli, za božjo voljo? Za 3 ure in sem sprejel izziv in sem s tistim balonom tekel pod 3 urami in je bilo prav vredno. Se pravi, naredil si, evo, Radence pa Ljubljano, evo, to je to, kar se tiče maratonov, kaj bi še, pa 2:43 v Radencih še vedno pomeni kar veliko, no. Recimo za državni naslov, še nedolgo nazaj je bilo dovolj, tam okrog 2:35, tako da veva, kam bi, recimo, če bi malo treniral, lahko se prebil. Zdaj, te maratone v Šteku, če te bodo spet kam zvlekali, povabili, ali pa če bo žena rekla, da je šla enkrat po 4, pa boš mogel znov trenirati, ali kaj? Ma ne, kažem, no, pač to stvar navdiha in kakega izziva mogoče pa še kdaj, ampak zaenkrat nimam. Nimam nekih resnih ciljev, če pa kdaj komu lahko pomagam na kakem teku, sem kak zajček in to, pa je tudi vredno. Mislim, to je to, če te žena pohvala na koncu, da ni rekla, da si bil zoporen ves čas, pa da si jo priganjal, potem evo je tvoja kariera še, ja, tudi na tem področju še možna in odprta. Lepo. Ja, tako da sicer žena pravi, da so otroci bolj pedagoški kot jaz, ampak na koncu maratona so se oba smejala, tako da je bilo čisto vredno. Ja, ko enkrat prideš tistih dolgih tam obvoznic, pol nazaj gor na Topkapi, ti si iz Klanca, ne, ti zadnjih 200 metrov po ravnini, res, da bi se kar jokal od veselja, sej poznam to reč, ja. Zdaj, evo, začela sva v Svečini, evo, tale najin pogovor pa se bo vrnila za konc najine debate spet v tvoje prelepe konce. Zdaj, zgodba se je začela takole, no,
lansko leto, enkrat pa že prej, sem se z najnim pač skupnim prijateljem Tomažem Jarcem pogovarjal, oziroma so se v eni širši ekipi pogovarjali, ekipi, ki organizira en dogodek v Domžalah, za katerega ne bom delal reklame, če ne bodo vsi hoteli priti. No, smo se pogovarjali, da on je pač takrat povedal, da pozna ljudi iz Svečine, pa da ima še enega prijatelja, ki je tam gor doma, pa da bi v Slovenijo lahko tudi spet kakšen vinski dogodek pripeljali, glede na to, da mi dosti hodimo po svetu, pa tudi te vinsko-pivske dogodke obiskujemo. In lansko leto so bila na vezi ob maratonu v Proseku, ja, vinskem maratonu decembra. Si ti šel pač zadeve pogledat s prav konkretnim namenom. Takrat je Tomaž že govoril, da se tam gor nekaj pripravlja, tam pri Srčku gor v Svečini nekje, in da bo to človek, ki bo to pogrom naprej, prav Andrej Mestner. No, takrat so si dopisovala, ti si rekel, da boš to stvar šel pogledat, preučiti. Evo, in zdaj imamo zunaj že razpis. Dogodek bo v letu 2026 v Sloveniji spet ponovno, ali pa prvič rečemo v taki obliki, nek vinski tek, vino tek v Svečini. Andrej Mestner, je tako? Odkje ideja, kje, kaj, kako, zakaj, mi povej? Ja, res je, v bistvu nekje v sredini lanskega leta, ko smo se začeli malo pogovarjati z Tomažem Jarcem pa z Piko Radmilovič v Svečini, je začela tleti ena ideja, da bi mi organizirali en tek, ki bi povezoval tek, vino in kulinariko. Takrat smo začeli malo brskati po Evropi, kaj se dogaja. Ugotovili, da kar nekaj držav že ima take vinske teke, vinske maratone, seveda najbolj znani v Franciji in Italiji. Zato smo rekli, da treba iti pogledati najprej ta tek, in sva se z ženo Niko udeležila Prosecco maratona v decembru v Italiji in sva bila res navdušena nad obliko te prireditve, kjer dejansko ljudje zberejo, kaj želijo. Ali želijo tekmovati in dejansko poizkušati dobra vina šele, ali pa v tem primeru Prosecco po cilju, ali želijo že na okrepčevalnicah poizkušati ta Prosecco. In to je bil nekako pika na i, da smo se decembra lani odločili, da začnemo z resnimi koraki za organizacijo tovrstne prireditve v Sloveniji. Glede na to, povezati vino in tek je nekako Svečina v osrčju slovenskih goric z veliko vrhunskimi vinarji v okolici, pač več kot prava lokacija z zelo znanim srcem med vinogradi, kjer ga res vsi poznajo, tudi tisti v Franciji, ki so ga ukradli za promocijske namene. Tako da res smo se takrat decembra odločili, da malo bolj resno pristopimo k organizaciji te prireditve. In ja, letos bo prireditev Vinotek 31. oktobra v jeseni, torej v času, ko so vinogradi najlepših barov in so res te griči slovenskih svečinskih goric prekrasni. Tako da možnost bo dveh tras, ena bo 12-kilometrska, ena 22-kilometrska. Tako da prvo leto organiziramo, smo rekli, ne upamo si prvo leto ravno čist maratona organizirati, definitivno pa neka ambicija v prihodnjih letih je, da bi poskušali z maratonom povezati čisto vse vinarje v Svečini in tako naredili eno dobro traso. Tokrat pa bomo na 22 kilometrih, ki bo na večino trase poteka po slovenski strani, del trase pa tudi v Avstriji, to se pravi po južno-štajerski vinski cesti. Tako da so res te prekrasni grički med vinogradi, res prekrasen poligon na eni strani za tek, na drugi strani pa za vrhunska vina in tudi vrhunsko kulinariko, ki je tam doma.
in verjamem, da bo to en lep dogodek in tisti, ki še mogoče ne poznajo svečinskega vina, bodo lahko na tem dogodku ga poizkusili ali med tekom ali pa po njem. Tako da res verjamem, no, da bo to prvi v nizu dogodkov Vinoteka in zagotovo se bomo potrudili, da bo že prvi dogodek, ki bodo ljudje zapomnili in bomo potem lahko nadaljevali. Končno, ja, ne bomo hodili samo v tujino, končno ne bomo. Svoje čase je bil v Istri Wine Run, se spomnim, še v prejšnjih časih je recimo Rokov tek v Šmarju imel tudi malo vinske note, a ne tudi med tekom. Zdaj so to spremenili, je pač čisto klasični trail, pa tek kot vemo, v Istri tistega teka ni več. No in zadeve pa rastejo, recimo v Italiji, tudi v Franciji, zdaj že kakih ducat različnih vinskih tekov. No, končno Slovenija dobiva svoj vinotek in to v Slovenskih goricah, ki je bolj primerno, bi to bilo. Zdaj tisti, ki naj zdaj poslušajo, jih ciljno zanima, ne čist koliko se je višincev na trasi, ampak koliko je ukrepčevalnic na trasi, in kaj bodo lahko na teh ukrepčevalnicah poskušali, zakaj vinski teki pač ne morejo miniti mimo tega, da kakšno degustacijo upraviš tudi na sami progi. Ja, definitivno v Svečini je več kot 20 vinarjev in na avstrijski strani seveda še enkrat toliko, ampak na 22-kilometrski trasi bo 17 okrepčevalnic, na 12-kilometrski trasi pa 10. Tako da vinarji bodo se predstavili na svojih domačijah pač v najboljši luči. Eni bodo ponudili vrhunski letnik, drugi bodo ponudili vrhunski svečinski špricer, poleg seveda drugih dobrot. Tako da jaz verjamem, no, da bo za vsakega nekaj in okrepčevalnic bo zagotovo dovolj. Bo pa štart in cilj v Svečinskem gradu, kjer bo tudi po samem cilju potekala degustacija, to se pravi tudi za tiste, ki bodo odbrzeli mimo okrepčevalnic in bodo tam poskušali, samo se okrepčali z sadjem in vodo, bodo lahko na cilju poizkušali dobro svečinsko vinsko kapljico. Poleg svečinske kulinarike, rekla sem, to je 31.10. zadnjega v mesecu oktobru, kot nalašč za uvod v potem vinski november. Kdaj je štart, kdaj tekači morajo biti tam v Svečini tisto soboto? Štart bo ob 10. uri na 22 kilometrov in ob 10:30 na 12 kilometrov. Limita pa je, da vsi, ne glede na traso 22 ali pa 12 kilometrov, pridejo v cilj pred 3. uro popoldan, tako da časa je dovolj tako za tekače kot za pohodnike, tako da časa dovolj za dejansko poizkušanje dobrot na teh okrepčevalnicah, tako da mislim, da se bo za vsakega našlo nekaj dobrega. Daj mi povej, no, zdaj glede na to, da v Sloveniji ni takih prireditev, da marsikje, ko omeniš recimo vino, pivo, pa neko športno prireditev, kdo začne pač zavijati z očmi, vendarle se da ti dve zadevi zdravo združiti. Kako je lokalno okolje recimo sprejelo pobudo, pa občina, pa upravna enota in tako naprej, da se ta dogodek tam vrši? Ste imeli kakšne težave? Pa definitivno kmetje, vinarji so definitivno naklonjeni takim prireditvam. Mi v Svečini imamo že več kot 15-letno tradicijo Vinotura, to se pravi, to so poti nordijske hoje in dejansko vsako leto Pika Radmilovič 4 do 5 teh pohodov organizira, se pravi neke nordijske hoje, tako da ta tradicija v kraju hoje že obstaja. Definitivno pa ni bilo zaenkrat še teka, ampak lokalno okolje je to seveda zelo dobro sprejelo, občina nas pri tem podpira, vinarji prav tako, tako da Svečina kot taka mala se res zelo dobro razvija po vseh, bom rekel, plateh
tako vinarji na eni strani, kulinarika na drugi strani, kot tudi prireditve in dogodki v sami vasi, tako da ta vinotek je ena popestritev, ki bo v tistem obdobju pred martinovanjem, ki je seveda zelo pomembno za nas Štajerce, ne. In verjamem, no, da dejansko bomo tudi v prihodnje organizirali ta vinotek z ambicijo maratona. Prijave so že odprte, praviš, spletna stran najbrž tudi, dajva narediti še malo reklame, kje se zagrizeni, pa tudi vsi ostali tekači, tekačice, vinski navdušenci lahko prijavijo. Termin je perfekten, mislim, da v tistem vikendu ni nekih večjih tekmovanj, ki bi ovirale udeležbo v neko množici Slovencev. Ja, definitivno so prijave odprte. Več informacij lahko dobite na vinotour.si, tam je poseben razdelek za vinotek, kjer lahko preberete več informacij o svečini, o vinarjih, mimo katerih bomo tekli, in definitivno tudi link za prijave, tako da veseli bomo udeležencev, ki bodo dejansko tudi ponesli glas svečine tudi po svetu. Ti si to traso sam stresiral, si jo, bom rekel, pretekel, prehodu, jo poznaš dobro kot lasten žep? Ja, to traso zelo dobro poznam še iz mladih let. Dejansko, ko sem po tistih gričih dejansko pretekel mnogo kilometrov. Tako da ja, detaljno traso pa seveda smo nekje januarja skupaj z Piko in Maticem Klajnškom dejansko strasirali, vse detajle dogovorili z dejansko občino in potem seveda z vinarji, tako da bom rekel, da traso zelo dobro poznam in je zelo luštna. Mislim, da sem neke reklame naredila, jaz bom po linku sedel vse spodaj, pa bom povabil širšo, rekel, slovensko tekaško srenjo, ki vem, da rada tudi podegustira kaj na ta dogodek. Zdaj mi povej, za konec še, Andrej, tvoje najljubše vino ali pa tvoje najljubša vina so pa katera? Na katere sorte, na katere znamke prisegaš? Ja, definitivno so za nas Štajerce značilna bela vina, čeprav kar nekaj imamo že tudi rdečih vin. Tako da jaz prisegam mogoče na različne sorte. Všeč so mi bolj zrela vina, zato kak sivi pinot pa kak chardonnay dejansko bolj zrel iz kakega hrastovega soda je moj favorit. Mislim, da to, kar si zdaj omenil, super gre, bom rekel, tudi kakšni rižotki, testeninam, carboloadingu nasploh, maratonska prehrana s kozarčkom sivega pinoja, pač ne more zgrešiti. Mislim, saj vem, da med svojo tekmovalno kariero pač nisi se imel veliko konzumirati teh pijač, ampak zdaj si pa najbrž privoščiš pri nedeljskem kosilu. Ja, definitivno sem bil tekač, ki do svojega 18. leta nisem poizkušal vina, ampak potem z leti sem ugotovil, da je vino res dobro in glede na to, da prihajam iz vinorodnega okoliša, nekako smo razvajeni z dobrim vinom, ne, in nam ni vse dobro, kar poizkusimo, tako da res znam ceniti dobro vino in res sem vesel, no, da je tega z vsakim letom več, da dejansko vinarji res dobro delajo in dejansko praktično lahko pri vsakem vinaru najdeš zdaj nekaj vin, ki te bojo zagotovo, vrgle na rit, vsakega seveda čist druge vrste, ampak definitivno se splača poizkusiti. In še to me zelo veseli, ne, da je dejansko pivska kultura, ne, se pravi vinska kultura, dejansko se razvija, dejansko veliko mladih dejansko pije z, bomo rekli s stilom, dejansko malo, dobro, je bolj pomembno kot pa tiste količine
pa manjša kvaliteta. Tako da se mi zdi, da Slovenci kar znamo poizkusiti in to je super, da se ta kultura razvija. Evo, naj Vinotek doda k temu pa še eno dimenzijo. Andrej Mester, dodal si piko na i, super je tole. Jaz računam, da če ne prej se v živo vidiva, ko nas zdraviva s kupico, ja, kakšnega odličnega šardoneja iz Slovenskih goric. Jaz se ti zahvalim za več kot 1,5 ure odličnega pogovora danes. Ja. Sem vesel, da sem te po tolikih letih pač spet videl takole v živo, pa da sem imel priložnost s tabo spregovoriti. Super zgodbe, super popotnica, pa super projekti pred tabo, pred nami. Hvala ti, Andrej. Marko, hvala ti za super pogovor, res mi je zelo hitro minil. Se vidimo, Vinotek.